skupini San Diego, Matic na drugi strani, zdravo. Živijo, Boštjan. Pred 4. albumom ste. Res je, zdaj v bistvu je še zadnji singel ven prišel in 4. album bo ogledal luč sveta, mislim, da 8. novembra, pa imamo pa v bistvu 2 promocijska koncerta še v planu, da naredimo taki rock'n'roll žurkica, spektakel. Kje in kdaj vas lahko vidimo v živo? V živo bomo pa v bistvu imeli v 11. novembra v Klub Baro v Kranju in pa 17. če se ne motim, malo mi še te datumi uhajajo iz glave, 17. novembra smo pa v Hangarju v Izoli. Novi album, ki prihaja, je naslovljen Na drugi strani strahu. Kje je potem to? Zdaj, v bistvu nekako se ni naključje, da smo zbrali ta, bom rekel, komad Na drugi strani strahu in pa seveda tudi to besedno zvezo, ker v bistvu se je kar dosti sprememb zgodil. Album je začel nastajati že med korono takrat, ne? In v bistvu takrat je bilo, noben ni vedel, kaj točno se bo zgodilo, kako bo potekala zadeva naprej in levo desno in bom rekel, ta Na drugi strani strahu opisuje, da pač moramo iti ven iz svoje obdobja, pomeni na drugo stran strahu, kjer v bistvu včasih doživimo take zelo prijetne zadeve ali pa pač tudi neprijetne. Zdaj pa konec jaz vedno pravim tak, ne, to obdobje je nekaj, kar te postopoma malo uničuje, ne, in ko prestopiš enkrat in prideš v neko nelagodje, pomeni nekaj dobrega, zaradi tega, ker si se nekaj mnoga naučil in evo ga, o tem govori ta album. Najavljate ga skladbo Skrita in tiha. Tako, to je v bistvu zadnji singel iz tega albuma, prej je že bilo kar nekaj singlov. Ta komad tudi ni pretirano skrit, pretirano tih, ne, je kar malo bolj, če lahko rečem temu izrazu, malo bolj heavy, ampak ja, govori pa o naših željih, ki so ponovadi zelo skrite in tihe v nas, dokler ne eksplodirajo. Torej lahko to na nek način tudi glasba. Da, točno tako. V bistvu je, bom rekel, zelo tako univerzalno poročilo okoli vsega tega. Lahko je to v glasbi, lahko je ne samo umetnosti, v vseh spektrih svojega življenja. Video za pesem ste postavili pred grad. Ja, res je. Zdaj se me pa lovil, ne vem točno, kako se temu grad reče, ampak je to grad, ki je tam zelo blizu Unca. Sicer bi to mogel vedeti, ker jaz sem iz Celja, ker smo zelo znani po celjskem gradu, ampak trenutno mi je pa všel iz glave ime. Bom ti jaz pomagal. Super. Kajti snemali ste ob impresivnih razvalinah srednjeveškega gradu Hasberg iz 12. stoletja. Res je, hvala Boštjan, ne vas spomnim. Imajo pa tam zelo enega zanimivega gosta vedno. V bistvu je tam doma, v bistvu stanuje, bom rekel, v teh ruševinih noter en oso, no, in je bilo tako zanimivo, ker ko smo snemali video spot, nas je vsake toliko časa prišel pogledati in se nismo pogledati, kaj v bistvu točno tukaj delajo. Jaz se je verjetno spraševal, kdo je to. Točno tako, ne. Kdo so še te ostali osli. Verjetno pa Matic tudi po teh 2 promocijskih koncertih 11. in 17. novembra še kaj odrov. Ja, se še seveda naprej lahko spremljate na naših socialnih omrežjih in na spletni strani. Vem, da bomo tudi decembra, ker pridni smo na nekih teh zunanjih zadevih, mislim, da v Ložu, pa v Cerknici, pa še so določene zadeve, ampak ne se pravim, zdaj točno se ne spomnim, se pa vse vidi, če smo malo moderni na socialnih omrežjih in pa na spletni strani. Bova pa aktualno sedaj spustila tudi našim poslušalcem. Je skrita in tiha? Je, želja definitivno, pesem bo, pa ne sami predsodjeno. Živijo, jaz sem Jure iz skupine San Diego in poslušate Radio Aktivno. Vse bom naredil, zgrabil rogove, plesa bom zdil. Daj, če ne bom zdaj, naj se mi smeje, smejim se nazaj. Nas je lačna in žejna, znaki na žene naprej. Nočem ostati v temi, želi si svetlobe čim prej.
nikamor ne grem, sebi gradim, to ti povem. Se mi vzameš lahko, po čem hrepenim,